leta 1992, je prišel k meni Živko Pregl. Živko je pa bil v sorodu z gospodom Janezom Hacinom, arhitektom, živečim v Švici. In on se nam je pridružil in tako pravzaprav smo bili trije pobudniki, da se ustanovi društvo, ki bi imelo v osnovi neko filantropsko funkcijo. Potrebe beguncev so bile zelo velike in tudi odziv Slovenije je bil, ne bi rekla, da je bil popoln, je bilo kar precej zadržkov. No in tako smo se mi paralelno z razvijanjem prostovoljnega dela angažirali pri pomoči beguncem. In zanimivo, pravzaprav obe dejavnosti sta se zelo lepo kombinirali. Namreč, ko so begunci prišli v Slovenijo, se je zgodil v Sloveniji dobesedno en val, in to velik val, cunami bi rekla, prostovoljstva. Tudi smo promovirali idejo solidarnosti, čeprav beseda solidarnost je bila takrat zelo nepriljubljena, ker je preveč spominjala na socializem, ampak mi smo vztrajno govorili o solidarnosti, se nam je zdelo, da je to vrednota, ki jo je treba ohranjati. Meni se zdi krasno, da je filantropija obstala, zdi se mi dobro, da je vztrajala pri principih svojega delovanja, da ni prevzela nekega paternalističnega, karitativnega odnosa do ljudi v stiski, da je bila fleksibilna, se prilagajala novim situacijam in izzivom in se odzivala na nove izzive. Naj omenim samo begunsko krizo, ko se res filantropija v hipu odzvala. Tako da, če me vprašate, jaz sem zadovoljna in ponosna s tem, kar se je zgodilo s filantropijo in kako filantropija deluje. Veste, jaz vidim možnost razvoja filantropije v kontekstu celotnega razvoja funkcije civilne družbe. Ko poslušam ljudi, ne vem, iz Harvarda, politologe, sociologe, ki vidijo prihodnost, je resnično ena od alternativ jačanje glasu in moči civilne družbe pri ohranjanju, uveljavljanju nekih osnovnih vrednot, in za mene so še vedno osnovne vrednote francoske revolucije. To je enakost, bratstvo, svoboda.